Pihalni orkester Krka že 3 desetletja zaseda prvo mesto in deležen pohval ter priznanj na tekmovanjih v Sloveniji in po Evropi. Resen, pristop in trdo delo orkestra so opazili tudi glasbeni ustvarjalci v tujini. Belgijski skladatelj Pihalni je glasbenike obiskal že večkrat. Z orkestrom sodeluje tudi Novem, ki je zasnoval glasbo za zabavo ob 90-letnici kraljice Elizabete II. Po vabilu se je tokrat odzval angleški skladatelj Sparke, eden največjih še živečih skladateljev na svetu. Ujeli smo jih na vajah v RUMANJI vasi. Very, very fine playing. Lots of great musicians and also I can hear ready to adapt to new ideas. So it's been very easy to rehearse so far. One of the great things about the wind band is that almost every country in the world has a similar ensemble, so the music is transferable universally. And I can go to Japan or America and I'll meet the same kind of band, the same kind of players, same kind of people. It's marvelous. On je en tistih skladateljev v svetu pihalnih orkestrov, ki ga dejansko vsi poznamo. Je, vsaj mislim, po mojem mnenju, en izmed prvih 3 še živečih zdaj skladateljev, verjetno je drugi celo, ali pa proti prvem mestu. Prvi je Johan de Mej po znanosti, potem pa mislim, da je že kar on. Orje ledino s svojimi skladami že vrsto let. Danes mi povedal, da ima rezerviran čas za 2 leti vnaprej z novimi skladami, tako da dejansko še vedno zelo aktiven. In če primerjamo to športom, recimo, da bi v košarkaški klub Krka prišel zdaj na obisk, mogoče Luka Dončić ali pa še kdo z več izkušnjami, recimo, Jordan recimo. V zadnjih letih je dolenjskim pihalnikom uspelo skoraj nemogoče, saj so v Slovenijo pripeljali nekatera največja glasbena imena v svoji zvrsti. To je plod prejšnjih sodelovanj z Pihaljem iz Belgije in pa z Novesom, prav tako iz Londona, kot je Filip. In dobro glas je že 9. vas, tudi njihove besede in, kako bi rekel, dober glas o nas in o sami pokrajini in o gostoljubnosti je prepričal Filipa, da je rekel ja. Sicer mislim, da smo se kar 2 leti dogovarjali, oziroma pred 2 letoma smo že dorekli za leto 2019, tako da ni ga lahko dobiti, potuje od Japonske, Amerike in po celem svetu. In zdaj se je ustavil v RUMANJI vas in kakor mi je povedal, je to eno izmed njegovih zadnjih gostovanj. Čeprav je bil Sparke v Sloveniji le nekaj dni, je imel zelo natrpan urnik. I've only been here for a few hours, but already I've seen some beautiful countryside and had some wonderful food and listened to this fantastic band that I'll be conducting for the next 2 days. I've really enjoyed it. Yeah. Mi smo zdaj začeli šele z vajo, pobrali smo ga letališče, peljali po naši lepi Sloveniji do Dolenjskih toplic, ga nastanili v hotel in seveda zdaj začeli smo z vajo. Jaz sem začel z vajo, tako da je slišal orkester, da je mečkan si ustvaril eno sliko in zdaj on dela z orkestrom in pove marsikatero skrivnost, ki je mi ne poznamo, ker je samo v njegovi glavi, če pogledamo note, mi tega ne vidimo. In pa seveda njegove izkušnje, njegovo znanje in pa s tem, kaj bi on sploh rad povedal s temi skladami, je za nas neprecenljivo in smo res veseli, da je tukaj. V nedeljo pa so se predstavili na velikem koncertu v Novemškem kulturnem centru Janeza Trdine. Predstavljamo zgolj izključno skladbe Sparka. Podali se bom od Japonske, Španije, Amerike in pa tudi skladb, ki so pisani prav za pihalni orkester kot neke variacije, da se orkester pokaže, tudi tako posamezne sekcije. Zares bo krasen koncert. Moram pa reči, da je za orkester to zelo zahteven program in zelo ponosen sem na moj orkester, da je to uspel narediti v zgolj 2 mesecih. Kratko in sladko. Tako lahko na hitro opišemo snidenje med pihalnim orkestrom Krka in vrhunskim skladateljem Sparkom. Še enkrat več se je dokazalo, da so veliki ljudje, zares veliki ljudje, so zelo preprosti, zelo dostopni, odprti in z veseljem delijo svoje znanje. Sicer pa je Sparke leta 2000 ustanovil svojo založniško hišo Anglo Music Press, podjetje, ki je posvečeno izdajanju skladb za pihalne orkestre, brez sestave in druge zasedbe.